Gospe in gospodje, lepo dobrodošli in pa pozdravljeni na našem tradicionalnem vsakoletnem srečanju s podjetniki, ki ga imenujemo Dan podjetnikov v okviru tako imenovanih konjiških dni, v okviru praznika občine. Jaz se močno zavedam, da je podjetništvo in ta del gospodarstva pravzaprav nosilec vsega dogajanja, podpora vsemu, kar se v naši družbi dogaja. In zato bi radi vsako leto nekoga, eno podjetje, enega podjetnika izmed tistih, za kateri so se v zadnjem obdobju posebej izkazali v svojem razvoju, iluzijo, kruh marsikateri družini iz našega okolja, pa se mogoče včasih sami ne želijo dovolj sami promovirati ali pa se nekako dvigniti iz tistega povprečja. In danes smo v podjetju Baumiller Ravinja. Izjemno sem vesel, da ko spremljam njihov razvoj, v bistvu vsak 2 meseca, ko pridem, slišim, da je nekaj ljudi več zaposlenih, da je realizacija vse večja in da so takšna podjetja v naši sredini. Zato bi se rad še posebej zahvalil prokuristu, pravi izraz za zakonno, prokuristu podjetja Baumiller Ravinja, Jožeta Krajšku, za današnje gostoljubje, za to naše predstavitev, za vodenje kasneje po proizvodnji. Mimo glede, za to predstavitev podjetja Baumiller bomo imeli še eno predstavitev slovensko-turškega poslovnega kluba in pa videti tam zadaj še eno promocijo za konjiški maraton, za tek, ki bo konec septembra. Jože Krajšek, kot sem dejal, hvala lepa za ves tvoj trud, za poslovanje podjetja takšno, kot je, bomo kasneje slišali kakšno. Jaz ti pa v imenu vseh nas poklanjam, da smo mi na današnji dogodek vsem skromno, pa za Konjičane zelo pomembno zadilo, to je ta konjiška prekanija, ki priča o naši zgodovini in na osnovi zgodovine smo premisli za bodoče. Hvala lepa. Najlepša hvala. V naši branži oziroma v naši vsak dani, ko se ne obdarujemo kaj veliko, za nas je važno delo in rezultat zadaj, ampak tudi v imenu obrtne zbornice oziroma obrtnikov sem si prav zapomnil, gospod Furman, sem prejel darilo kot, kako je rekel, kot majhno pozornost in zahvalo, da določenim obrtnikom se kdaj pa kdaj spomnimo tudi na njih v naši okolje. Ja, seveda, radi sodelujemo lokalno, nekateri nas poznate, z nekaterimi sodelujemo leta dolgo, tudi uspešno, ker zakaj bi iskali resurse oziroma pomoč drugje, če jo imamo pri sosedu. Za današnji dan sem jaz pripravil kratko predstavitev našega podjetja. Moje ime je Jože Krajšek, za tisti, ki še me ne poznate. Prihajam iz ptujskega konca, služboval sem vsa leta pred Konjicami v Mariboru. Zelo malo v svoji karieri sem imel opravka z slovenskimi podjetji, začel sem v metalni, hitro potem prišel v podjetje z avstrijskim kapitalom v Mariboru, se potem preselil v Konjice v podjetje z nemškim kapitalom, ampak ves ta čas nam je vodilo, da če sam ne veš, kaj počneš, če sam ne poznaš pravil igre, in tudi kapital na koncu nič ne pomaga. Mislim, da je to vsem jasno, še vam, podjetnikom, gospodarstvenikov, ki ste tukaj, lastniki, je vam še bolj jasno. Jaz nisem lastnik, sem predstavnik vodstva, poznam pa želje lastnika in pa pravila igre, kako bi rekel. Takole izgleda naše podjetje danes v tiče perspektive. Vsi se spomnite, da je nekoč tu na strehi bil drugi napis, leta nazaj smo
uspeli napis zamenjati, pa ne, da bi bilo z drugimi kaj narobe, ampak enostavno vsa ta leta se širimo vseh iz naše referenčne liste. Verjetno vam tuje podjetja ali imena, tudi podjetje, ki so neznana. Resnično se lahko pohvalimo za tem, da dobavljamo produkte v bilo kakšni veliki, v bilo kakšnem obsegu največjim igralcem na različnih področjih, tako kot je Weiler na področju konvencionalnih operovalnih strojev, Krauss-Maffei, Engel in ki je zdaj avstrijski Baden-Feld Cincinnati na področju plastike, Van Roland, gospodarstvo, Hidak, medicina, Leica in tako naprej. Roche, veliki proizvajalec oziroma največji medicini. Toliko bi bilo z moje strani za enkrat v prvem delu, kaj več, pa bomo še s veseljem pokazala v proizvodnji z mojo kolegico in verjetno bo tam tudi kakšna vprašanja padala, tako da zdaj ne bi tu vprašanja, pa gremo enostavno se programu naprej. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost. Torej, Konjiški maraton, ki ga podpira tudi občina Slovenske Konjice, je bil izveden lani prvič na trasi, ki je dolga 21 in 10 km in je potekala skozi občino Slovenske Konjice in skozi občino Zreče, je lani teklo približno 550 tekačev. To je zanimiv podatek, predvsem iz vidika, ker ponavadi na prvem maratonu, kjerkoli je organiziran, pride tež okrog 150-200 ljudi. Nam je uspelo privabiti tudi najbolj priznane tekače iz Slovenije. Letos pa imamo prijavljene že tudi nekatere mednarodne tekače, torej bo tudi mednarodno maraton. Maraton je imel tudi spremljevalni program, ki je potekal pri Domu kulture v Slovenskih Konjicah, to je bila tudi startno-ciljna ravnina, in pa v Zrečah pri Šparu. Spremljali so muzikanti, plesalci, so spremljali tekače in nekaj 100 navijačev je v krogi navijalo in v startno-ciljni ravnini za vse udeležence maratona. Torej, maraton je komentiral strokovni komentator Peter Kavčič. Tretjina udeležencev je približno prihajala iz lokalnega okolja, 2/3 pa iz drugih krajev v Sloveniji. Obiskali so nas iz Atletske zveze Slovenije, svetovna komisija, ki je maraton ocenila kot drugi najbolj organiziran maraton v Sloveniji. Prihitev nas je seveda Ljubljanski maraton, ki je tudi neprimerljiv po številu in obsegu organizacije. Ampak kako si lahko zamišljate, je organizacija takega dogodka zelo obsežna. 4 člani najožje organizacijske ekipe smo na projektu delali približno leto dni. Naše delo je bilo prostovoljno in nedvomno nam to ne bi uspelo brez absolutne podpore lokalnih podjetij, lokalnih podjetnikov, posameznikov, pokroviteljev, tako medijskega kot tudi drugih, pa tudi občina Slovenske Konjice nam je zelo močno prišla na pot. Odzivi na prvi konjiški maraton so bili zelo dobri, zato smo se odločili, da ga letos organiziramo ponovno. Torej, letos bodo Konjice ponovno tekle na zadnjo nedeljo v septembru. Upam, da nam bo vreme zdržalo, kajti lani je bilo hladno, deževalo je in tudi to je vplivalo na malo manjšo udeležbo, kot bi bila sicer. Torej, letos, kakor že rečeno, 28.9.2014 bodo Konjice ponovno tekle, ponovno bomo nekaj naredili za zdrav način življenja in ponovno bo priložnost, da podjetniki in drugi stopimo skupaj in naredimo nekaj dobrega za lokalno okolje. Torej, naš maraton se razlikuje od drugih instant prireditev, športnih prireditev, drugih dogodkov te vrste v tem, ker smo se odločili, da bo v bistvu dostopen
vsem, ki pač želijo na njem sodelovati, tako ali drugače, ali organizacije, ali kot skakači. Odločili smo se tudi, da mu vdihnemo dušo, da skozi njega probamo predstaviti lokalno okolje, torej domačnost, to, kar je za Dravinjsko dolino, tisto, kar nas odlikuje. Upajmo, da nam bo uspelo letos ponovno, zato bi rada se še enkrat zahvalila vsem, ki ste lani podprli prvi konjiški maraton in vsem, ki bi mogoče letos želeli sodelovati. Hvala lepa za vašo